Z nami iz Washingtona DC se nam pridružuje Hailey Seufer, izvršna direktorica Judovskega demokratskega sveta. Pozdravljeni in hvala, da ste z nami. Hvala, da ste me povabili. Torej, veste, v tej anketi 2/3 Judov pravita, da nameravata glasovati za demokratske kandidate. To seveda kljub vsem tem polemikam in nasilju nad Judi ter antisemitizmu. Zakaj mislite, da nismo videli večjega premika v desno? Mislim, da je to povezano z vrednotami, ki usmerjajo glasovanje judovskih volivcev. Ta anketa poleg tega kaže, da 7 od 10 judovskih volivcev namerava na vmesnih volitvah glasovati za demokrate. Prav tako kaže, da judovski volivci dajo prednost različnim vprašanjem, začenši s prihodnostjo naše demokracije. In to je bila tudi na prejšnjih 2 volitvah, leta 2024 in 2022, glavna tema za judovske volivce. Nihče ni bolj ogrozil ameriške demokracije kot Donald Trump, pri tem pa so mu pomagali republikanci v kongresu. Zato je logično, da judovski volivci, ki jim je ta tema pomembna, v veliki večini zavračajo njih. Druga najpomembnejša tema za judovske volivce je po tej anketi življenjski stroški. In propadle politike Donalda Trumpa so povečale stroške za vse nas. In tretja najpomembnejša tema je antisemitizem. Kot ste omenili, je 90% judovskih volivcev, kar je izjemno visoko, zaskrbljenih zaradi antisemitizma v Združenih državah. In na to vprašanje ne bi smeli gledati skozi prizmo desnice ali levice. Prevladujoča večina demokratov, vključno z našim vodstvom, stoji ob strani judovski skupnosti v prizadevanjih za boj proti antisemitizmu. Ampak mislim, da ta anketa v resnici kaže, da je glasovanje judovskih volivcev še naprej temelji na vrednotah. In glede vseh naših temeljnih vrednot, Donald Trump in republikanci v kongresu preprosto niso usklajeni z večino ameriških Judov. In veste, kakšno je njihovo stališče, kolikor vam je znano, glede vojne z Iranom in podobnih stvari. Mislim, ali še vedno opažamo, da obstaja večja povezanost judovskega ljudstva z Izraelom in judovsko domovino po 7. oktobru, medtem ko veliko Američanov predtem sploh ni bilo vključenih. Vidimo, da obstaja navezanost na Izrael. Pravzaprav se je vprašanje Izraela povzpelo po prioritetni lestvici pomembnosti. To anketiranje poteka zaporedno že vrsto let in po 7. oktobru se je vprašanje Izraela dejansko povzpelo. To je 4. najpomembnejše vprašanje za judovske volivce. In 70% judovskih volivcev čuti čustveno navezanost na Izrael. A hkrati ima skoraj enako število volivcev, 67% neugodno mnenje o premierju Netanjahuju. 55% nasprotuje ravnanju Izraela v vojni v Gazi in 62% nasprotuje vojni v Iranu. Tako da mislim, da to resnično kaže, da ameriški Judi, vsaj večina ameriških Judov, hkrati zagovarjajo 2 stališči, podobno kot morda mnogi Izraelci. Zavezani smo varnosti Izraela in njegovi prihodnosti kot judovske in demokratične države. In vendar se ne strinjamo s politiko trenutne izraelske vlade, tako kot smo predani ameriški domoljubi in se ne strinjamo s politiko lastne vlade. Tako je to zapleten čas za ameriške Jude. In ta anketa dokazuje, da bodo na volitvah novembra v veliki večini zavrnili Donalda Trumpa in republikance. Kaj misliš? Mislim, saj veš, spet gre za anketo, ampak je precej, veš, zanesljiva. Ko pridemo do novembra, mislim, ali meniš, da obstaja resnična spodbuda, da bi res prevesili tehtnico, kolikor veš, glede večine v kongresu? Absolutno, in mislim, da lahko judovski glasovi pri tem odigrajo ključno vlogo. To je tisto, kar imamo za bistveno sestavino zmagovalne demokratske koalicije. Samo judovski glasovi ne bodo odločili volitev, vendar pa lahko približno 7 od 10 judovskih volivcev, ki podpirajo demokrate, pomaga demokratom zmagati na vse tesnejših volitvah v tej državi. Imamo veliko ključnih okrožij, tudi v New Yorku in drugod, ki so na teh volitvah v igri. In če pripadejo demokratom, bodo demokrati ponovno prevzeli večino. To so okrožja, kjer judovski glas ni zanemarljiv, približno 20%. Zato je to vsekakor pomembno v ključnih okrožjih in državah, ki lahko določijo večino v kongresu, v senatu in predstavniškem domu. Prav, najlepša hvala, Hailey, za tvoj uvid.
Hvala.